Medobčinski medgeneracijski center Priložnost za medgeneracijsko povezovanje je bil projekt, ki so ga skupaj izvajali Center starejših občanov Ormož, Zdravstveni dom in Območna obrtno-podjetniška zbornica. Vodilni partner je bil Center starejših občanov. V Centru starejših občanov se s svojimi izkušnjami na področju starih in v manjši meri z invalidnimi osebami ter Zdravstveni dom ima bogato tradicijo preventivnih programov za zdravje in smo želeli v tej operaciji skupaj z obrtno zbornico združiti znanja, izkušnje v iskanju pomoči starim, invalidnim in mladim osebam, ki skrbijo zanje. Na drugi strani pa vidimo možnost povezovanja med staro in mlado generacijo v iskanju prihodnosti našega kraja. Znotraj projekta so skupaj pripravili 202 aktivnosti oziroma 202 delavnici. V Centru starejših občanov so jih v sodelovanju z Zdravstvenim domom pripravili kar 129. Ostale aktivnosti pa je izpeljala Območna obrtno-podjetniška zbornica. Opravljene so bile naslednje aktivnosti: nabava računalniške opreme ter izvedli raziskovalno nalogo, kjer smo želeli ugotoviti pomen duševnega zdravja tako zaposlenih kot brezposelnih. Raziskovali, kako je stanje duševnega zdravja tako v državah OECD kot Evropske unije, tudi kot v Sloveniji. Raziskovali gradivo o stresu, problematiko stresa in izgorelosti. Raziskovali povezavo med brezposelnostjo in stresom. Na delavnicah in preko spleta izvedli anketo o duševnem zdravju predvsem zaposlenih žensk in starejših. Anketiranih je bilo približno 100 oseb. Rezultati kažejo, da je več kot polovica anketirancev že bila na bolniškem staležu zaradi stresa, da podjetja naredijo premalo za izboljšanje in ohranitev zdravja zaposlenih, ter da so mnenja, da je treba delodajalca seznaniti in poučiti o možnih ukrepih za ohranitev le-tega. Stres je v Evropi druga najpogosteje prijavljena zdravstvena težava, povezana z delom. Skupaj z drugimi psihosocialnimi tveganji pa naj bi bil vzrok za več kot polovico vseh izgubljenih delovnih dni. Slabo psihosocialno delovno okolje ima lahko škodljive posledice za zdravje delavcev. Psihosocialna tveganja in stres v zvezi z delom povzročajo precejšnje stroške organizacijam, pa tudi nacionalnim gospodarstvom. Ocenjuje se, da skupni stroški duševnih motenj v Evropi, motenj, ki so povezane z delom, znašajo do 240 milijard evrov na leto. Zaključimo lahko, da je stres bolezen sodobnega časa. Da se tako na državni kot na ravni Evropske unije zavedajo posledic stresa na delovnem mestu, vendar je treba začeti s aktivnimi ukrepi za izboljšanje ter ohranitev dobrega duševnega zdravja zaposlenih. To pa je naslednji naš korak, ki bo v prihodnje izdelano jasno navodilo za delodajalce o možnih ukrepih ohranitve duševnega zdravja zaposlenih. Območna obrtno-podjetniška zbornica pa se je poleg omenjenega ukvarjala tudi s anketami in se posvečala angažiranju ranljivih skupin. Zdravstveni dom pa je poskrbel za strokovni del. Večina delavnic, ki so bile namenjene zdravi prehrani in zdravemu slogu življenja, so seveda podkrepili tudi strokovnim delom. Skrb za zdravje in strah pred boleznijo ni zgolj osebni interes sodobnega človeka, temveč vedno bolj prerašča v družbeno normo. Zdravje je eno osnovnih potreb in za večino ljudi seveda največja vrednota v življenju. Tega se seveda zavedamo šele takrat, ko začne zdravje pešati, seveda najhuje je takrat, ko ljudje hudo zbolijo, se čutijo nekje pozabljene, dostikrat rečejo težki bolniki, tako od sočloveka, družbe kot od Boga, potisnjeni nekje na rob, se pravi osamljeni, zlomljeni. Partnerji so tako v projektu Medobčinski medgeneracijski center Priložnost za medgeneracijsko povezovanje pomislili na vse. Za projekt so si partnerji preko lokalne akcijske skupine Upravne enote Ormož uspeli pridobiti nekaj nad 57 tisoč evrov. Hvala lepa za besedo. Torej, kot predstavnik vodilnega partnerja lokalne akcijske skupine Upravne enote Ormož
Poudarjam, da je torej ta operacija bila sofinancirana iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, iz prvega razpisa. Sedaj lahko povem, da smo že končali drugi razpis iz regionalnega razvoja. S tem, ko sta se na ukrep 4.1.1, to je podpora inovativnim partnerstvom za medgeneracijsko povezovanje in učenje, prijavili in dobili odobrena sredstva operaciji MMC, torej današnja operacija, ter operacija danes za jutri, smo ukrep v polnosti izčrpali, kar nas seveda zelo veseli, saj je bil to en izmed pomembnejših ukrepov v strategiji lokalnega razvoja. Razen novih znanj, ki so jih izmenjevale generacije, je projekt Centru starejših občanov prinesel tudi nekaj materialnih dobrin. Nabavili so računalniško opremo, Xbox za virtualno resničnost, opremili pomožno kuhinjo ter nabavili različne kuhinjske pripomočke, peč za peko gline in vretena. Namreč nešteto prelepih in domiselnih izdelkov iz gline Domu starejših občanov ostaja za spomin na uspešno izveden projekt.